Družba, spet sem jaz. Za vse, ki me ne poznate, moje ime je Jana in dobrodošli tukaj na mojem kanalu. Na mojem kanalu si lahko gledate videe, ki so kakorkoli povezani z Mehiko, pa tudi videe, ki so povezani z slepoto in slabovidnostjo. Tako da, če ste prvič tukaj na obisku, se lahko majčkeno posprehajate po kanalu, pa morda najdete kakšno zanimivo temo. No, če še vedno niste člani moje YouTube družine, se lahko naročite na moj kanal, jasno, da je brezplačno in tako boste obveščeni vsakič, ko bom naložila kakšno novo vsebino. Današnja tema je pa moj najtežji trenutek v Mehiki. Ne vem, če ste slučajno v tujini, če se slučajno tudi vi nahajate v tujini. So trenutki, ki so težki, če si pač izven svoje domovine. Jasno, da pogrešam družino in prijatelje, to nedvomno. Ampak recimo, če pozabimo na ta del, kdaj je težko. Težko je, naprimer, ne vem, s kakšnim birokratskim opravkom, recimo včasih ne razumeš, kaj točno želijo od tebe. Včasih nimaš zadeve, ki te jo prosijo, pa je potem cela kolobocija, da pridobiš dokument, za katerega prosijo. Potem v začetku je bila težava tudi razumevanje španščine, no zdaj španščino obvladam. Imajo pa tukaj tak zelo, jaz pravim, metaforičen način izražanja, niso direktni vedno, tako da mi je včasih težko zame razumeti, kaj želijo reči, kaj v resnici želijo sporočiti. Razumem sicer španski izraz, mislim, vse izraze, ki jih uporabljam, ampak ne razumem pa, kaj je sporočilo za tem. Ampak je pa en moment se zgodil zdaj, ki pa ne primerljiv s katerimkoli drugim momentom, odkar sem pač zapustila Slovenijo in sem se preselila v Mehiko. Ustvarila sem si tukaj svojo družino. Jasno, da mi je bilo težko, ker sem izgubila vid, težko mi je bilo, strašno mi je bilo, ker sem imela operacijo. Ampak eden izmed najtežjih trenutkov, ko nisem mogla biti v Sloveniji, je bil pa od lanskega leta, od septembra naprej do letos. Ja, in sicer, ko mi je mami sporočila, da je pa moja stara mama, ali pa sem rekla mami Smlednika, da je zbolela. In sicer je bila operirana, je imela operacijo kolka septembra, ampak je po operaciji relativno v redu okrevala, potem so je pa odkrili eno še težjo zadevo, tista je bila pa iz tiste bolezni pa ni bilo izhoda in moram reči, da sem se strašno težko, da mi je bilo grozno težko, no. Spomnim, imam spomine na mojo babico, v naslednjem videu boste videli, da moja mami Smlednika, da ne bo pomote. V naslednjem videu si boste lahko gledali kakšne spomine. Ampak moja mami me je imela strašno mlada, ko me je dopolnila rosnih 18 let, 20. julija, in jaz sem se pa rodila takoj zatem 5. avgusta, tako da je končala srednjo pedagoško šolo, ali pa ne vem, kaj je bila prej, ne vem, kako se je prej imenovalo to. In je jaz sem morala nadaljevati študijem, pa mislim, da je tudi delati že začela, če se ne motim. Tako da ni me mogla v tistem momentu ves čas paziti in je takrat pač priskočila na pomoč mami Smlednika. Domnevam, da sem jaz rekla mami Smlednika zaradi tega, ker je moja mami klicala mami in da smo vedeli, kjera sem jaz pač rekla mami Smlednika. In me je pazila precej pogostne in zdajle sem se spomnila na ene dogodke. V bistvu bila moja mami Smlednika je bila še zelo mlada tudi ona, ko sem se jaz rodila. In sicer je bila, mislim, da je bila 43 let stara, če se ne motim. Čakajte, letos je dopolnila 42 let je bila stara, ko sem se jaz rodila. Tako da je bila tudi ona še delovno aktivna in sem se spomnila, da takrat, ko sem pač, ko me je ona pazila, se spomnim, sem morala imeti ne vem, koliko sem bila stara. Res se ne spomnim, po mojem sem bila manj kot 4 leta stara, ko me je pazila. In je moj ati Smlednika, pač njen mož, je šel delati dopoldan. Mami Smlednika je pa delala pa popoldan. In je bil en vmesen čas, ko ni pač še prišel ati Smlednika domov, ona je pa že morala iti v službo in sem bila jaz sama in meni je bilo to groza. Mi je rekla mami Smlednika, zdaj boš patka čakala. To je bilo meni, da bi meni nekdo smrtno obsodbo postavil. In mi je bilo strašen grozen, mi je bilo biti doma sama in čakati. In v enem obdobju sem toliko na glas jokala, da me je soseda, ki je nekaj 150 metrov stran stanovala, me je slišala in me je prišla zelo hitro rešiti. No, splezala je z lestvijo, splezala skozi straniščno okno, ki je bilo odprto.
In je prišla pome v kuhno, kjer sem jo kala in je pustila listek za mami smedenka, ne za atja smedenka, da sem pač pri njej in potem me še on k njej iskat. No res mi je bilo grozno, ker mi je bilo strah, no. Drugače imam pa veliko lepih spominov tudi, no, da smo se igrali, vem, da smo se igrali lustig, vem, da smo igrali domino veliko, človek na jezi se smo igrali, z atjem iz Smlednika sem harmonij igrala, pa poslušala sem ga Trobento, ki je igral. Pa spomnim se, da smo pa zvečer pa boks gledali in je mami Smlednika je gledala in je potem takole zaklikala, ne, pa je rekel ati, pejt spat, mami pa ona, ne, sem se gledam, lej, kaj počne. Skratka tak, en kup lepih spominov imam, no, tako da moram reči, da kljub temu, da sem začela pri 16-17 letih že sama delati in da sem pač si začela ustvarjati svoje lastno življenje in sem zelo, zelo redko kdaj šla k mami na obisk, ampak moram reči, da mi je bilo težko, še zlasti, ko se spomnim na njeno življenje. No, ona je bila, rodila se je leta 32 in je bila pač rojena v izvenzakonski zvezi, tako da je bilo v tistih časih, se veste, to je bil greh, to je bilo nekaj najbolj groznega, kar se je lahko zgodilo, tako da niso prav lepo ravnali z njo, niso bili preveč nežni, ljubeči z njo. No, potem je še njena mami, tudi zelo mlada umrla. No, potem za pikico na i se je pa še druga svetovna vojna začela, ne, moja mami Smlednika je šla že pred drugo svetovno vojno, se mi zdi se mi, no, je šla služiti. Potem, no, je bila pa še v koncentracijskem taborišču in potem po vojni je pa hotel stric vzeti s sabo v Ameriko s svojo družino in je niso pustili. Tako da je ostala v Sloveniji in spomnim se, no, kot zelo delovne, zelo stroga je bila, ne samo z drugimi, tudi sama s seboj in je delala in se mi zdi, da je bila to njena terapija, zelo skromna je bila tudi, vedno je imela strašno čistoto, nikoli nisi videl nobene pikice umazanije v njeni hiši. V hiši je bila sicer skromno opremljena, ampak stvari, ki so bile leta in leta stare, so bile res, ne vem, vse ohranjene, res, v nulo ohranjeno, res vse je bilo v nulo ohranjeno in tudi najbolj pocen kitajski izdelek bi ona ohranila, bi bilo res netaktno, bi bilo res tako, kot je prišlo v njene roke, tako je tudi bilo čez 5, 10, 15, 20, 30, 50 let, ne, res. Je bila izredno skromna, varčna in delovna, pa trda do sebe, res, in tudi do drugih, ne, tako da, no, potem je pa spoznala atija, mojega dedka, mojega starega očeta, ne, in sta se poročila in ko sta se poročila, kot se reče v Sloveniji, tudi ene žlice nista imela in sta vse ustvarila skupaj. V bistvu je moj star ata je šel delati v Nemčijo, da bi zaslužil denar, da sta si lahko hišo zgradila. Vmes je bila pa ona sama doma z 2 otrokoma in je tudi delala in prehranila denar in delala na vrtu, na njivi in se posvečala otrokom, tako da je imela res kar težko in naporno. Ampak si predstavljam, da je bila vsaj relativno srečna v tistem obdobju. No, potem se je pa moj star ata se je vrnil in sta živela skupaj in nažalost je kruta bolezen pač povzročila to, da je moja stara mami, da je mami Smledenka, da je postala vdova, ko je bila stara 52 let in ne vem, se mi zdi kruto, njeno življenje je bilo polno samote in dela in vztrajnosti in žalosti, se mi zdi, no. No in nažalost je ona tudi septembra pač zbolela za eno neozdravljivo boleznijo in jaz bi takrat dala, ne vem, marsikaj, da bi bila lahko takrat z njo, da bi jo lahko za roko prijela, da bi lahko malo poklepetala, da bi kakšno njeno zgodbo iz otroštva poslušala ali pa iz otroštva moje mami ali pa z mojega otroštva, da bi jo lahko še objela, tako da mi je tisti objem, ki sem mi ga dala 2016, ko smo bili v Sloveniji, mi je res ostal, ne vem, en poseben spomin imam nanj. In potem sem razmišljala, kaj bi prosila mojo mami, da mi pač pošlje spomin na mami Smlednika. In zdaj pač, ker ne vidim slike, si jih sicer imam fotografije, ampak jaz sem želela nekaj takega, kar bi meni nekaj pomenilo. In sem se spomnila na Paternoster. To je Paternoster od moje mami Smlednika. Ne vem, mislim, da so ena semena in potem so neke srebrne ploščice. In ne vem, Bog ve, kolikrat je ona pač ta Paternoster imela v rokah in je molila, ker ona je zelo rada, takrat, ko je bila zdrava, vse nedelje hodila v cerkev. Bog ve, kaj vse je prosila,
zakaj vse je prosila odpuščanje, ne, ki je imela ona to zadevo v rokah in ne vem, mi je res drago imeti to v rokah, no, me spominja na njo. No, potem imam pa tukaj še eno zadevo, ki je pa še en patenošter. Tega sem ji pa jaz poslala z Mehike. Včasih sem pošiljala pakete moje mami z malenkostmi pač za njo, za mojega očima, za mojo sestro, mojega brata, pa tudi na babico. Na mami Smlednika nisem nikoli pozabila. Moram reči, da je bilo pa zelo težko najti darilo za njo, ki je bila strašno skromna. In je vedno rekla, da ne, in ker je bila verna, sem vedno kaj, ne vem, kaj, kar je imel veze s cerkvijo, poslala. Tale en patenošter, ki sem ga kupila v katedrali z Okala iz Mexico Cityja. Mislim, da je barvno SD Colores, estas? Aha. So iz velik barv, ker Mehika je dežela barv. Potem ima pa tukaj eno slikico. Aquí es la Virgen de Guadalupe? O es santo? La Virgen. Es la Virgen? Aha. Tukaj je devica Guadalupe, je mehiška devica, na drugi strani je pa nek svetnik, pa jaz nažalost ne vem, kateri svetnik je, ne vem, če ga kdo slučajno prepozna, če lahko napiše dol v komentarjih. Pa križ, ne. In mislim, da ga je bila tudi vesela, no, da je tudi nekaj, kar je ne pomenil. Tako. Nažalost, no, moje mami Smlednika ni več. In moram reči, da je bil res zelo težek trenutek, ker nisem mogla biti tam. Ne vem, mogoče bi mi bilo všeč, če bi bila lahko tudi na pogrebu. Čeprav zdaj trenutno pri moji starosti pa pri mojih izkušnjah mislim, da pač jaz sem ji tukaj svečko prižgala in mislila na njo tisti dan, ko je bil pogreb. Ampak bolj kot to bi si pa želela res, ne vem, se ji zahvaliti za vse to, kar je naredila zame, za to, da me je pazila, kadar me je, za vse urce, ki sva se pa vse lahko poigrale, čeprav je bila zelo delovna. Za tinkture, ki je ona delala tinkture s česna, ne vem, zakaj so bile tiste tinkture, jaz sem pa delala tinkture z jabolk. V istem obdobju za vse tiste lepe trenutke, ki sem jih preživela, z njo sem se ji hotela zahvaliti in povedati, da ima en posebno mesto v mojem srcu in nažalost se ni dalo to v živo prenesti. Se mi pa pozdrave, pa tudi slikice z tega, kar počnemo tukaj v Mehiki. Pa tudi kakšne kratke filmčke sem pošiljala preko WhatsAppa moji mami in sem pač na ta način to delila z mojo mami. In ne vem, res v lepem spominu imam tole mojo mami Smlednika in itak se vidimo nekje čez Mavrico, čez čas vsi drugi. To je bil do zdaj moj najbolj težek moment v tujini. Če vam je bil video všeč in zanimiv, mi lahko podarite like in delite s prijatelji in znanci in se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo.